Dobro jutro. Spet smo nazaj z vami Alja Podgornik in Neja Zupan z najnimi ponedeljkovimi live na temo naravnega zdravja in zdravljenja in kako lahko se sami pomagate pri različnih težavah, ki jih imate. In tukaj z vami deliva stvari, ki so se jih naučila skozi mnoga leta izkušenj, pa predvsem tudi najne osebne izkušnje, gremo pa na celosten nivo, se pravi fizično, čustveno, mentalno, duhovno, in zato, ker celostno zdravljenje zaobsega vse te nivoje. Da vas še spomnim, preden začnemo, se opravičujem za mačko, ki se oglaša, preden začnemo, da če imate kakršnekoli vprašanja, jih prosim zapišite spodaj v komentarje in midva zbereva vse to, si jih zapiševa in bova do njih prišla slej ko prej. Danes smo pa na sporedu temo kašljanja in pokašljevanja. Kaj se dogaja, ko ima nekdo konstantne težave s tem, kje so blokade v telesu in kaj se da narediti. Tako da Neja, jaz bi te povabila, če lahko nas vpelješ v to temo. Hvala, dobro jutro. Dobro jutro vsem spet na krasen ponedeljkov dan z novimi priložnostmi, novimi možnostmi, tako da gremo začeti. In danes je taka priložnost, da lahko na nov zadihaš. Težave s pljuči namreč kažejo na to, da duh ne prehaja noter. Dihanje mi enačimo lahko z duhom, ker ko se rodimo, vdihnemo in takrat ta življenjska energija se res tako v teles noter. In če imamo mi težave s pljuči, pokašljujemo, potem je te življenjske energije premalo. In je fajn pogledati, kje ti odteka. In zelo velikrat je to seveda povezan spet, midve se ponavljava kot stara lajna, patogeni mikroorganizmi. In ko te patogene mikroorganizme odstraniš, ker te pojejo ogromno energije, energije, te čist življenjske energije, pa tudi tvoje energije pojejo. No, druga stvar pa so pa čustva. Čustva, ki tako, ne vem, recimo, daj primer naredi. Takole pa je takole fajn, se stisnem dol, pa dol poglej, pa se probaj smejati. Pa se sam probaj smejati. Gre bolj težko, ne? No, zdaj pa roke takole gor, pa se zdaj probaj smejati. To je čist drugače. Se veliko lažje, zato ker recimo tudi tale vaja, takole, pač je to učim na Postani mojster zdravja, oziroma zdajle bomo imeli Vitalis vikend, kjer bova tudi obe z Aljo, vsaka na svoj način bova podprle, da se ta življenjska energija manifestira v telesu, tukaj in zdaj. In tole je ena izmed vaj, ki kaže na, kjer se dela prav na življenjski energiji v pljučih. In nam omogoča, da odpiranje proti enemu večjemu od nas. In sedaj pol, ker ko so pljuča bolj odprta, pa se pojavlja veliko manj težav s pljuči, kot je, ne vem, astma je tako zelo značilna. Ali pa meni so recimo takrat, ko sem imela raka, so me skozi spraševali, a kaj pokašljujete? Ja, nisem pokašljevala, zato ker jaz sem točno vedela, da če je pokašljujem, to pomeni, da je manjko energije in da je treba samo energijo dovajati. Ker takrat, ko sem šla jaz skozi proces ozdravitve raka, jaz sem čisto skozi delala na tem, da je bilo dosti energije v telesu. Energije prvič, zato, da sem vzdrževala funkcije delovanja telesa in zato, da se je telo imel možnost zdraviti.
tle recimo s pljuči je tudi povezan razni bronhitisi, zastajanje sluzi. Sem imela enega gospoda, ki je astmo sem že mislim, da sem astmo že omenila. No, astma recimo je zelo povezana s patogenimi mikroorganizmi. Sluz z neprimerno hrano, zasluzevanje. To je spet zelo celostno treba pogledati. Bolečine tudi v ramenih, ker mišice, učim recimo v Postani mojster zdravja, učim, katere mišice v telesu so povezane s pljuči. In če mišice v ramenih bolijo, v tem ramenskem obroču, je že to znak, da nekaj s pljuči ni v redu. Ok, zdaj pa, kaj so rešitve, ne? Rekla sem, kakšni so problemi, imaš je povezan nabiranje sluzi, astma, alergije, bolečine v prsnem košu, tudi lahko težave z govorom, napenjanje, vse to je povezan prav s pljuči. Seveda, pokašljevanje je posledica vsega tega, kar se nam noter dogaja. Ena izmed rešitev je inhalacija. Čist preprosto inhalacije. Povedala sem tudi, da se lahko naredi vaje, Ivitalis vaje, ki pomagajo dovesti energijo pljučem in odstraniti iz svojega jedilnika predvsem hrano, ki zasluzuje. In zelo velikokrat zasluzujejo mlečni izdelki. Tudi o tem sva z Aljo že govorili. Poglejte nazaj, imate veliko teh posnetkov na YouTubeu, imate praktično vse, dodajamo vsak teden po 2, 3, še vse za nazaj, midve sva z vam že približno 1 leto, ker mleko in mlečni izdelki ni samo po sebi, niso škodljivi, ampak način pridelave, ki je zdaj zelo popularen. Tako da, dajte pogledati na vse te vidike in pa seveda čustven vidik. Čustveni vidik je povezan s strahovi, povezan je z nesigurnostjo, s zapiranjem, če je nekdo preveč introvertiran ali pa preveč ekstrovertiran. Se vse lahko pozna, recimo pri ekstrovertiranemu lahko energija preveč odteka, pri introvertiranemu ima pa bariere proti drugim ljudem. Tako da, če je kaj od tega, delaj vaje za dvig energije, meditiraj, se povezuj s sabo in poglej, od kod te stvari izvirajo. Ok, Alja, pa te kar povabim. Jaz mislim, da si večina stvari povedala, ne, tole je bilo tako kratko in jedrnato, ampak izjemno obsežno. Jaz bi eno samo stvar dodala, ko govorimo o sluzi, je včasih fajn še pogledati, da nabiranje sluzi, sploh v predelu sinusov, včasih pa tudi, ko teka v grlo, je lahko posledica tudi alergij. Se pravi, zelo veliko ljudi asociira, da so alergije tisto, ki kihate, pa vas oči začnejo srbeti in vse to. In to je lahko ena manifestacija, ampak obstaja majčkeno drugačne vrste tudi. In če so stalno prisotni neki manjši nivoji ali organizmov ali alergenov v okolju, se lahko konstantno proizvaja ta sluz, ker je konstantno visok histaminski odziv v telesu. In tukaj je pa, spet pridemo nazaj do tega, kar je Neja že omenila, patogenih mikroorganizmov v telesu, pogledati, kaj se dogaja v okolici. Plesni so lahko težava v stanovanju, tako da to je tudi za pogled, če se stalno zasluzuje. Recimo, jaz sem imela s tem kot otrok ful težav, astmo sem imela, vse te stvari, pa zdaj težko vedeti točno, kje je bil problem, ker je bilo toliko veliko, ampak recimo plesen, tam, kjer sem jaz gor rasla, je bilo stanovanje hiše, ki je bila zelo vlažna, ker je bila stara tam v Ljubljani, in vem, da ko smo se selili in smo omare umaknili v moje sobi, je bilo zeleno od zadaj.
Tako da to je tudi za pogledati čisto take stvari v stanovanju, ker to se lahko pol stalno v bistvu dogaja vnetni proces v telesu in se veste, kako je pa alergiji, takrat, če imate močno alergijo, se zasluzi vse skupaj, ker se telo proba zaščititi pred tem, ampak tudi, če so konstantno manjše količine teh alergenov prisotnih ali pa preprosto je vaše telo energijsko šibkejše, ali pa če so že tako prisotni patogeni mikroorganizmi in je že tako prisoten nek nivo vnetja, kar pa zelo veliko ljudeh je, pa tudi za stvari, ki drugače ne bi bili na njih odzivni, bo telo začelo negativno odgovarjati. To je tudi še ena stvar za razmisel, če se to dogaja. Sploh te plesni so lahko res težava, ker marsikdo tudi dostikrat v teh bolj alternativnih krogih zdravljenja oziroma holističnih še ljudje ne vejo to, kakšne težave so lahko s temi toksini prav od plesni. Zato je res fajn tukaj, če se to dogaja, prijeti idealno, če prijete delati z nama, da se gre k njej na sken, zato da se res točno vidi, ker tam vam lahko točno pokaže, a so patogeni mikroorganizmi, če so plesni, se pa lahko pogleda, kaj se dogaja v okolju, plesni lahko izhaja tudi iz drugje, ne samo iz okolja, da ne bo napake, ampak da se res vidi, kaj se dogaja v telesu, da se potem ta prave stvari lahko tam popravi. Ampak seveda pa pride pa vedno korenina problema, bo vedno to, kar je Neja tudi rekla, pomanjkanje energije, ker če je pomanjkanje energije, ki je posledica vsega, pa se bodo tudi mikroorganizmi bolj razraščali in to. Tako da jaz bi vas res povabila, tako kot vedno, mi imamo en zakon, program za vse, ki vas zanima, res te stvari odstraniti in popraviti. Prijete z nama delati, Neja vam naredi sken, vidimo točno, kje so težave, pa vam napišemo personaliziran, individualen način tretmajev in vas jaz vodim skozi to in delamo na čustvih, delamo na mindset, to se pravi, kako pogledate na cel ta proces. Ne samo, da se pozdravite, ampak da tudi uživate v tem procesu. To ni proces, ki imate občutek, o moj bog, grozen bo vse skupaj, ful moram stvari nekih stran dajati in vse to, ampak da res delamo na tem, kako vzeti stvari v svoje roke in postati mojster svojega življenja in svojega zdravja. Tako da vas res povabim, če imate kakršnekoli take težave, dajte stopiti v kontakt z nama. Hvala, Alja, vidiš, to se velikokrat pojavlja v moji praksi, da ljudje živijo v neprimernih okoljih, ampak zdaj se nisem spomnila, to plesni, sem se pa spomnila tudi, kaj še znižuje energijo, kar jaz velikokrat v mojih tretmajih pa vidim, elektromagnetna sevanja. Mogoče bo pa to ena izmed prihodnjih tem, midve se majhen z Aljo posvetujeva pa pripravva, ker sploh, jaz, ko sem šla skozi ta proces ozdravitve raka, jaz sem toliko pazila, jaz imam v hiši, recimo, ko grem spat, imam stikala, da se vse pogasne, zato da se moje telo regenerira, tako da mogoče res enega izmed naslednjih liveov prav o elektromagnetnem sevanju. Tako da to je danes na kratko z najine strani, pa se vidimo prihodnji teden, in tudi jaz vas povabim na individualno delo, če imate težave. Ali pa tudi, če nimate težav, lahko pa hočete preventivno stvari peljati, zato ker midve imava tudi celostni menedžerski pregled kako sva tole poimenovali, z naravnim, to sva zdaj na nov sva dala ime, ker prej sva alternativni menedžerski pregled, ampak nisva, nama obema ni zvenel glih najboljš, ker ne zaobjema celotnega procesa, ampak čakaj, bom jaz takoj najdla, evo, da celostni menedžerski pregled sprosti svoj polni potencial z optimalnim zdravjem. Prav za menedžerje, za poslovne ljudi, zato ker zdravja ne more biti, poslovnega uspeha ne more biti brez zdravja. In v svetu je to že med
uspešnimi menedžerji, oni se že čisto vsi zavedajo, kako pomemben je poskrbeti za svoje zdravje. Pa ne to, da greš ti na menedžerski pregled, pa ti tam nekaj rečejo, ja, imaš s srcem nekaj narobe, pa iščejo, ne vem, kjer receptor ti ne dela, pa kjera celica se napačno pretvarja. Ne, vzrok je treba najti. Tako da midve greva pa vzrok, to odstravimo in potem imaš ti ogromno energije za to, da svoje cilje, svoje sanje, svoje vizije realiziraš. A ni to krasen? No, tako da se pravi, to, kar midve delava, ni namenjen samo, če si bolen, ampak tudi vsem, ki hočete resnično, preventivno, na naraven način poskrbeti za sebe. Sicer pa vabljeni na eVitalis vikend. Tako da se vidimo, tam bomo naredili ogromen stvari, ogromen za svoje zdravje. In seveda, v živo naj boste tudi spoznali. Tako da se vidimo. Mua! Čau!